Kakšnih 100 avtobusnih šoferjev Veolie je takole stavkalo na glavni mariborski postaji. Stavkajoči so s trenutnim stanjem v podjetju nezadovoljni. Pred mikrofon so stopali s težavo, saj naj bi jim strani podjetja grozili s posledicami. Delam od 5 do 5, to je 330 km dnevno delam, pa imam 8 ur od tega. To je vse, kaj je. Plače pa imam, veste koliko, 600 evrov, ne? Pa še ne drugo povem. Doma me tako več ne poznajo, niti. Mislim, da sem kakšne tuje, če sem skozi službe. Se izgovarjajo na izgubo, ki je po našem mnenju njihovo maslo, ker so z 1. septembrom lanskega leta uvedli cirka 40% več linij, kot smo jih vozili pred 1. septembrom. Malce čez 12. uro so sindikati ponovno sedli za mizo z vodstvom podjetja, vendar se tudi tokrat niso mogli zediniti. Po uri in pol je Milan Mesarič pred novinarje stopil z bolj dodelano zahtevo. Torej zahtevamo, da se plača 40 ur na tedenska obveznost, tako kot je v pogodbi o zaposlitvi določeno, in največja dnevna odsotnost 10 ur na dan. Sestankom ni bil zadovoljen, saj, kot je dejal, v upravi na nov predlog niso bili pripravljeni. Prav tako pa niso podali nobenih lastnih predlogov. V Veolii pa menijo ravno nasprotno. V sporočilu za javnost so zapisali, da je bila uprava pripravljena na pogajanje, vendar je pogovore stavkovni odbor nepričakovano zapustil. Kljub stavki naj bi potniški promet potekal normalno. Bil je samo moten primestni promet. Mestni promet v bistvu skoraj ni bil moten, določene linije so verjetno izpadale, izpeljane bodo tudi izvoze, se pravi te delavske prevoze oziroma te končne linije zdaj do podnevskih izvozov. During the day validating what is happening and we know that it is at 10 o'clock around 3.5% of our lines were cancelled. Kljub temu je po popoldanskih urah prišlo do izpada vsaj 9 mestnih avtobusnih linij.